Kaj pa to, ko očitno ne gremo na Eurovizijo? Ja. Mi aplaudiramo tej odločitvi. Povej. Ja, mi imamo neizmerno radi Eurovizijo, ali pa evo, da ne bom zdaj za vse govoril, ampak vem, da je tako, jaz ljubim Eurovizijo kot dogodek in pač Eurovizija je glasbeni festival, ki je že desetletja in desetletja nam daje, bi rekel, da vsaj za evropske standarde najbolj ekstravagantne nastope in marsikateri hit, ki ga lahko, ne vem, poješ ob 3 zjutraj iz polnega srca in si najbolj glamurozna verzija sebe in ne vem kaj, pač tak nek glasbeni božič se mi zdi, da je bil vedno zame. Ampak pač to, kar se zdaj dogaja, je pa nek totalno umešan politični drek, ki ne bi smel imeti žive veze z dogodkom, ampak si ga pač vodstvo, ki ima pod nadzorom to, si pač dovoli svoje interese toliko preplest v resnici z DNK-jem nekega dogodka, da dejansko, če se z DNK-jem preveč igraš, ga lahko res tudi pokvariš. Tako da jaz upam, da se ne bo DNK zapis Eurovizije spremenil zaradi tega, ampak če se bojo stvari odvijale tako, kot se zelo preprosto lahko. Bo pa pač neka alternativa mogoče mogla nastati. Ker se je tudi samo vzdušje zelo spremenilo v zadnjih letih, ne ful se ukvarjamo z enimi protesti, še hujšo varnostjo, tudi za cenzuro, na zadnje. Ja, se mislim, da prav danes odločajo o tem, ali bo Izrael ostavili, ne. To bo zdaj objavljeno že po tej odločitvi, ampak kaj pa ta tvoj evrovizijski vibe trenutno, kakšna je tvoja mnenja okrog tega umika Slovenije? Mislim, upam, da v primeru, da katerakoli država, ki izvaja genocid nad komorkoli, sodeluje na Euroviziji, upam, da Slovenija pač ne bo. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo nerotičnega in zadnje čase precej razvpitega podcasta. Na tej točki pozdravljamo Marejo, hvala, da sta prišla. Moje ime je Denis Bende Živčec in vas vabim, da nas posledite na vseh možnih platformah od Spotifyja, Apple podcasta, YouTubea, večer.com, povsod smo. In danes sem malo vznemirjen, malo nostalgičen, kaj tremo, zakaj nekaj nas je toliko. V bistvu je okoli mene zdaj enih 5 tipov, kar me spomni na eno ful znano sliko z interneta, ampak ne bomo zdaj te Piper Perry momenta pogrevali, ne? Če nam to tudi njo pozdravljamo. Jokera, ti se z mano in malce smo vas razdelili. Bojan, Jan, najprej vidva dobrodošla v slačilnici. Živijo, Denis, hvala. Kako dobro rockersko okolje smo vam ustvarili, pa smo pa božično pravljico vam Ne, zelo je. Alica v čudežni deželi, sreča Božič. Tudi jaz, in jaz sem Alica, očitno, ne. Play Denis, kaj je to? Tu nekje, ja. Mislim, ne vem, če se posreča, ampak dobro. Fantje, zadnje čase ste toliko v Mariboru, da se jaz sprašujem, ali se kdo od vas že preselil na Tezno, Borovo vas, Melje ali kaj takega. Zelo ste mariborčkasti postali. Ja, radi imamo to mesto, drugač. Zelo veliko smo tukaj nastopali, se mi zdi, da procentualno gledano, kar se Slovenije tiče, smo definitivno v tistih najvišjih procentih. Tukaj se super počutimo, tako da smo zelo veseli, da smo bili tle. A je nekaj na Mariboru, kar imajo rock band zelo radi? Ker tudi ne vem, Štras je rekel, da obožujejo Maribor, da so v bistvu tukaj šele spoznali, da jim je zares uspelo, recimo, ko so imeli Špilno trgo Levo na Štuklja, ki vas še čaka, ne? Ne vem, a je to neka korelacija? Ja, publika je navajena zelo glasno izražati navdušenje ali kontra navdušenje Mariboru. Pri nas se je ponavadi kar izkazalo za navdušenje. Glasni so, skratka. Misliš, da točimo preveč na špilih? Ne, očitno ravno dovolj. Ravno dovolj. Prihajate, to lahko zelo redko uporabim ta stavek, prihajate iz svoje evropske turneje, pravkar malo še dišite po tem mednarodnem vetru. Kako je bilo, zdaj obdelali ste svoj, pravzaprav vzhod in sever, so še vsi fani tam? Bilo je neverjetno, v bistvu od Eurosonga, ki nas je nekako izstrelil v ta evropski svet, je minil že več kot 2 leti in ne moremo verjeti, da smo se odpravili že na eno, mislim, da 5., 6., 7. turnejo in da so ljudje kar še vedno tam
in da še bolj na glas znajo odpeti vse komade in da so se naučili že 3. album, ki je vmes izšel. Tako da ena najlepših turnej do zdaj, če ne najlepša za nas osebno. Koliko enih čustev ste prinesli nazaj, predvidevam, da je to zdaj, da so srečanja z fani, ki, ne vem, verjetno se tudi fani vračajo na špile nazaj, ne? Absolutno. So skoraj že malo družinska srečanja, ne? A to je posebno doživetje? V bistvu, ja, z enimi fani imamo že kar neko tako osebno navezavo. Koliko se vidiš na dobesedno 100 koncertih, vsak koncert v prvi vrsti se vzpostavlja neka ta vez, čeprav se zares ne poznaš. Mislim, se mi zdi, da je pogosto imajo fani tako občutek, da nas poznajo, ker vejo toliko enih informacij o nas, ki jih dostikrat tudi mi ne vemo. Ampak ja, kje smo bili v Litvi ali nekje, ko je prišla do nas, ko smo podpisovali majice in CD in tako, prišla ena fanica, ki je rekla, da je bila dejansko od Eurovizije do zdaj na 100 koncertih. Wow. Do konca ture na 105, Ja. 106. Ker jih je bilo pa še ene par, je bila do zdaj na 105, 104. In ko sem jaz rekel, thank you for always being there, mi je odgovorila za it is what it is, but no, it's out of control now, but it is what it is. To je že skoraj za kak refund zrela. Veš, Švedska je pustila nekaj denarja v firmi vaši, ne? Neverjetno. Vse smo dali kakšno darilce tudi. Koliko ste naštudirali vse te severnjake, pa se vem, da beseda malo grobo zveni, ampak severnjake, vzhodnjak je malo še bolj čudna beseda, ampak nismo isti, ne? Mi smo vseeno nekje na jugu Evrope, smo verjetno malo bolj mehki, pa čeravno Slovenci, morda nismo zmeraj zelo mehki. A ste se vi kdaj psihološko spustili v profile svojih fanov v teh delih Evrope? Meni je ena zelo zanimiva stvar, ki se nam je zgodila, in namreč, ko smo v bistvu zelo kmalu po Eurosongu nastopali po Evropi, so se nam na odrih pogosto pridružili še kolegi iz Eurosonga, se pravi, če smo nastopali v Estoniji, se nam je pridružila Alika, ki je zastopala Estonijo, na Finskem Karija in tako naprej in tako naprej. In v teh severnih državah so bili v bistvu vsi zelo, zelo presenečeni na tem, koliko so živahno fani odreagirali na nas. Zato, ker so rekli, da niso tega navajeni v resnici doma. Recimo, vem, da je v Estoniji Alika rekla, da še ni videla v resnici publike, ki bi tako odreagirala na izvajalca, zato, ker so navajeni biti mogoče nekoliko bolj zadržani ali nekaj. In jaz lahko rečem, da sem zelo vesel, da ne moramo narediti tega profila, ker so ljudje kar napaljeni od začetka do konca. Ste že prišla do odgovora, kaj jih toliko pali na vas? Jaz mislim, da je v bistvu to, da ne nastopamo, oziroma da pač naša glasba ni izvedena v jeziku, ki je njim domač oziroma ponotranjen, kar angleščina večini ljudi že je. Je to neka eksotika in ta igra tega, da si se ti moral na nekaj pripraviti dodatno, da si moral iti tekst prevesti, pa potem šele razumeti, kaj govorimo in se potem učiti te besede nekako ponoviti, ne? To je v bistvu mimika, ne? Da je ta eksotika tega, da pač ti v resnici greš na koncert sebi in vsem okoli sebe pokazati, kaj si se naučil. Ne? To je en tak evrovizijski moment, ne, tam vsi pojemo v čudnih jezikih. Ja. A vas ta evrovizijska čarovnija, nalepka, pravzaprav, a vas kaj obremenjuje? Ker seš, na neki točki lahko postaneš evrovizijski oboževalec in potem se izvajalec in potem se obsodiš na evrotematske zabave. To pa vi niste, ne? Ne nastopate zgolj na evrovizijskih eventih. Ja, ne. Veš kaj, to se zgodi večinoma izvajalcem, ki v resnici nimajo lih kataloga za sabo glasbenega, nimajo niti nekega načina, da bi v živo izvajali svojo glasbo, se pravi so pač izvajalci, ki so v studiu dobili svoj evrovizijski komad narejen in potem imajo to USB matrico, ki jo lahko zdaj povsod da DJ v DJ predvajalnik ali kaj je in pač odpojo svoj komad, medtem ko pač mi izvajamo koncerte, kakor smo jih izvajali tudi pred Eurosongom. Tako da težko je replicirati živ organizem. Jan, obstaja kakšna država, kjer narajeno nastopaš? Kjer se najbolj sprostiš, kjer se najbolj povežeš za občinstvo? Poleg Slovenije. Poleg seveda. V bistvu, ne vem zakaj, ampak zelo mi je fajn v Litvi nastopati. Litva?
Ti si čisto tej listi. Sploh ne vem zakaj. Sploh ne Je vem tudi meni zakaj. zelo ljuba država, recimo. Ne? Monika Ljute je čisto prevzela. Stari, ne vem, kaj je, ampak neki mi je na litvanščini, pa na ljudeh, kar mi je ful všeč. Tako se mi ni kot ena vilinščina, ne? Tak toliko je. Ja, tako neka taka staroslovanska portugalščina ima. Je, ker imajo že in če. To je ful dober opis. Zmeraj me je zanimalo, pa nikoli nisem bil z vami razen v Liverpoolu. Ko pridete v Vilno, recimo nekje za nas, tako da bi rekel, greš v Peking, skoraj približno tako smo povezani z Vilno. Koliko ste vi tam zvezde na ulici? Ker pri nas predvidevam, da ne živite več posebno normalno, ne? V smislu izpred 10 let. Ne? Koliko vas tam, ne vem, na ulici prepoznavajo, objemajo, nadlegujejo ali kakorkoli? Ni to nekaj, kar bi se zgodilo zdaj, da bi rekel, da boš zagotovo na poti od, ne vem, hotela do trgovine, da te bo nekdo opazil. Ni taka gotovost. Se zgodi, definitivno se zgodi, ampak dajva reči, da imaš 12% možnost, da te bo nekdo spoznal. Ne, 8. Odvisno, koliko je dolg sprehod. Recimo, če hodiš 8 km, mogoče malo večja verjetnost. Imaš 8,8%. A ste imeli kdaj kakšno zanimivo srečanje, spontano z kakšno fenico, fenom, kje v tujini na ulici? Jaz lahko sam povem eno izkušnjo, ki mi bo zavedno ostala definitivno v spominu, in to je, na eni turneji smo se vozili z avtobusom celo noč, zdaj me bojo fantje mogli popraviti, iz Litve. Ne, iz Litve, ok, ti misliš eno drugo, vekiro. Iz Litve v Krakov ali v Vroclav. Recimo, da v Krakov, ampak mogoče je bil Vroclav, vse, ali pa Poznan. Vozili smo se 14 ur in jaz sem se zbudil, mislim, da okoli 9:30 zjutraj in šel v tisti spreden del avtobusa, kjer imamo pač tudi lounge v zgornjem delu avtobusa. Vidiš naprej, kot v britanskih avtobusih, ne? Se pravi, gledaš lahko na cesto. In smo pač sedeli, bili so zbujeni že, ne vem, JC, en fant, ki je bil za nas predskupina na turneji, pa njegov videograf, mogoče sami trije celo. V glavnem in mi se vozimo in smo nekje kaj da bi rekel, pred Ljubljano v enih Domžalah. Recimo, tok stran od mesta. Zares nič, sivina, par blokcev in pač dolga, široka cesta. In mi se vozimo, pijem kavico, se ustavi avtobus na semaforju in ena in edina oseba, ki stoji, da bo šla čez cesto, punca z našim tote bagom. In jaz sem bil tako. Kaj šele ona? O moj bog, je to možno pač. Ko res na mestu duhov, nobenega nismo videli. Zjutraj, ne vem, kjer dan je bil delovni dan, verjetno torek, nikogar, enega človeka sem videl, eno punco z našim tote bagom. To je bilo pa tako. Ghost fenica, ne? Noro. Tako in kot bi mignil, ne? Mine 10 let, skoraj 10 let. Niste vsi od začetka na tem avtobusu, na tem Joker avtobusu, ste pa dovolj dolgo skupaj, da se je vmes v bistvu zgodilo že celo življenje. Ja. A se še prepoznate? Ja. In vizualno, in karakterno. Se še spomnite sebe izpred 10 let? Mislim, meni se zdi, da se je zgodilo to 3 leta nazaj. Ali pa 5. Ja. Čeprav vse pač, spremembe, ki jih vidimo drug na drugem in na sebi, so zelo postopne. Da če bi se zdaj videl, če bi lahko zdaj imel možnost videti sebe ali pa Bojana ali pa kogarkoli pač izpred 10 let nazaj, bi verjetno bili kar v bistvu enaki ljudje, ampak vsem pa smo precej odrasli. To bi bilo kar bed, če ne bi. Ja. Kje vidiš najbolj, da si odrasel? Ker recimo jaz pri sebi vidim, da si zdaj recimo upam, že kdaj reči ne, ali pa nekoga nekam poslati, recimo, ali kaj takega, kar mogoče, ne vem, pred 10-15 leti si ne bi upal, ne? Kje so te točke odraslosti, ki jih mogoče 10 let nazaj niste imeli? To, da si upaš reči ne, je kar ena stvar, ki se moraš naučiti, pa pride z leti, se strinjam s tabo. Jaz definitivno nikoli nisem znal prej reči ne in v enem momentu sem dobesedno vsak klic, ki me je nekdo hotel za karkoli, sem rekel ja. In to te najbolj skur na svetu, ne, ko delaš stvari, ki jih pač res ne želiš ali pa zares nimaš časa pa energije za to, ampak pač greš. Tako da ta ne je velika zadeva. Ampak jaz bi bolj rekel, da smo se tako razvili kreativno. Kot glasbeniki smo zrastali, neverjetno se mi zdi, da vsi
ful so se razširile te neke korenine in interesa in znanja. Potem krasni ljudje so nas obdali v tem času, tako da smo si res lepo ekipo zgradili, kar je zelo, zelo pomemben, ker band nas spet, seveda je pač srce, ampak telo, samo srce ne dela nič, ne rabe še telo, pa ostale končine, pa organizme, tako da res smo uspeli na tak zelo organski način tako krasno ekipo zgraditi okoli sebe, ki je z nami teh zadnjih recimo da 4-5 let aktivno omogočala to, da zadeva raste na en tak zelo normalen način, da ni nič prenapihnjeno, da ni ničesar preveč, ampak da pač zadeva teče, tako da smo lahko vsi še vedno normalni in da ne vem, da se imamo v bistvu danes veliko bolj radi, kot smo se imeli takrat. No, to se meni zdi najmočnejša stvar. Jan, si danes kaj bolj zagaman, kot si bil 10 let nazaj. A veš, ko govorimo o tem, reči ti ne, se postaviti zase, zagreniti kakšnemu organizatorju, mogoče malo življenje, ne, s kakšnim, ko veš, kaj si želiš, recimo, ne, v tej smeri mislim. Ja, pa mislim, da ne stopim prav doskrat v neko situacijo, ker bi hotel nekomu zagreniti življenje. Razen včeraj sem bil malo v tem. Ja, ampak to ni bilo, da hočeš, to je tebi nekdo greni življenje. Ja. Ne, se mi zdi, da kar... Kaj boče? Ne, kaj je bilo včeraj? Raj naj bi o tem. No, to lahko poveš, ne. Ne, se mi zdi, da kar tako odraslo rešujemo problem, tako da kar pa je pač posledica 10 let skupnega življenja in odraščanja. Nobene dive v ekipi se še ni izkristaliziral, kdo, ki bi ga zvezdništvo malo preveč odneslo? To je najlepša stvar v bendu, ker se mi zdi, da je zelo normalno v vsem tem procesu vsake toliko imeti kakšen diva moment. Mislim, vsaka ima. Vsaka ima, saj lih to je. In v bistvu si čisto vsak od nas ga kdaj doživi, pa čisto vsak od nas dobi tak lep šamar, da te pač vrne nazaj. Ampak diva momenti so zelo pomemben del tudi grajenja lastnega ega, samopodobe, tega, koliko verjameš v to, kaj delaš, tega, koliko dobro odigraš svoj del, ko snemaš v studiu. To so zelo močne stvari, kako se postaviš, kako... Prej smo že omenili, pa preden se malo zdaj zamenjamo, kaj pa to, ko očitno ne gremo na Eurovizijo? Ja, mi aplaudiramo tej odločitvi. Povej. Ja, mi imamo neizmerno radi Eurovizijo, ali pa evo, da ne bom zdaj za vse govoril, ampak vem, da je tako, jaz ljubim Eurovizijo kot dogodek in pač Eurovizija je glasbeni festival, ki je že desetletja in desetletja nam daje, bi rekel, da vsaj za evropske standarde najbolj ekstravagantne nastope in marsikateri hit, ki ga lahko, ne vem, poješ ob 3 zjutraj iz polnega srca in si najbolj glamurozna verzija sebe in ne vem kaj, pač tak nek glasbeni božič se mi zdi, da je bil vedno zame. Ampak pač to, kar se zdaj dogaja, je pa nek totalno umešan politični drek, ki ne bi smel imeti žive veze z dogodkom, ampak si ga pač vodstvo, ki ima pod nadzorom to, si pač dovoli svoje interese toliko preplest v resnici z DNK-jem nekega dogodka, da dejansko, če se z DNK-jem preveč igraš, ga lahko res tudi pokvariš. Tako da jaz upam, da se ne bo DNK zapis Eurovizije spremenil zaradi tega, ampak če se bojo stvari odvijale tako, kot se zelo preprosto lahko. Bo pač neka alternativa mogoče mogla nastati. Ker se je tudi samo vzdušje zelo spremenilo v zadnjih letih, zimo, ful se ukvarjamo z enimi protesti, z še hujšo varnostjo, tudi za cenzuro, na zadnje. Ja, se mislim, da prav danes odločajo o tem, ali bo Izrael ostavili, to bo zdaj objavljeno že po tej odločitvi, ampak kaj pa ta tvoj evrovizijski vibe trenutno, kakšna je tvoja mnenja okrog tega umika Slovenije? Mislim, upam, da v primeru, da katerakoli država, ki izvaja genocid nad komorkoli, sodeluje na Euroviziji, upam, da Slovenija pač ne bo. To je. Smo tu nekje, ja. Draga moja dvojica, zdaj smo pa malce premešali. Bojči,
vrni se še v zadnji zasedbi, ker Aha, še malce bi se še na Finsko, mi dva vrnila na koncu, veš. Ampak, kdo se nam... Vennajo mečeš? Zdaj pa me vun meče. Vun naj mečeš. No, pa gremo kar tu naprej. Ne, ampak jaz bi se še malce vrnil vseeno na vašo še svežo turnejo. Kakšne spomine vidva prinašata, ker zagotovo vsak najde svoje zgodbe nekje. Je bilo fajn, mislim, po čem si boste najbolj zapomnili? Tako, kar sta že prej, Jan pa Bojan prej rekla, to je po moje tudi moja najljubša turneja do zdaj. Pa velik del tega je bilo to, da smo mogoče mi kot bend od tok nekmu tako neko bolj zrelo energijo imamo. Dali smo par teh turnej že čez in je, vemo, kako bo potekal, noben ni, vsi smo bili pomirjeni, ekipa okrog nas je bila tokrat najboljša do zdaj. Sploh nismo imeli nobene take resne težave, ki se pač v zaporedju tolikih koncertih vedno kaj zgodi, ampak tudi tokrat pač res ni bilo in tudi fani so bili tako, une prve turneje, ki so bile takoj po Euroviziji, smo bili mogoče vsi tudi malo bolj izčrpani, ker na pol že malo izgoreli, ne? In jaz se pač spomnim samo tega, da ko smo prišli v kakšno državo, kjer je bila ta euforija še močnejša, ne? Da je tako, sem se počutil kar malo tesnobno. Tokrat pa tega ni bilo, ker smo bili spočiti, mi smo res v super, tako, v super momentu, igramo boljš kot kadarkoli. Vse se je nekako poklopilo, tako da želim si še več takih turnej in čim prej. Jaz bi sam dodal, mogoče zdaj si mi dal misel, da je bila res, ker to je edina evropska turneja, ki je bila prav turneja, tako da si šel od doma za dalj časa. Predtem je bila tista, ki smo imeli marca, ki je bila naša največja evropska turneja, marca 2024, naša največja evropska turneja, takrat, ki je trajala 1 mesec. Takrat smo bili res toliko zgonjeni, zmatrani. Tisto je bilo dobesedno po celem evrovizijskem letu, ki smo že itak turali potem celo drugo polovico leta, šli takoj v London za 2 meseca delati nov album in takoj potem na turnejo za 1 mesec smo bili toliko zmatrani, pa takrat se mogoče tega jaz nisem toliko zavedal, pač takrat se ti je dogajalo in si šel pač v to. In zdaj, če to jemlješ v kontrastu s tem, kako je bilo zdaj, je pač to nepredstavljivo, koliko je bilo boljše. Mislim, fani so bili tako obakrat vrhunski, sam mi smo bili drugačni. A bi si še enkrat nakopali to, kar se je zgodilo takrat po Liverpoolu, ta ekstremen šus vsega, ker je po mojem tudi telesno vas je po mojem na neki točki načel. Ali je to bilo malo preveč naivno, tako da ste mogoče malce preveč se pahnili v hype? Ja, mislim, pač bilo je sigurno naivno, ampak jaz ne mislim, da je bilo narobe. Jaz mislim, da je najboljša stvar, ki smo jo lahko naredili, to, da smo šli takoj po Euroviziji, 2 tedna potem smo že šli na Irsko igrati, in pol 2 tedna po tistem turneju po Angliji. Bilo je za naše fizično zdravje rahlo nespametno, ampak mislim, da za zdravje našega benda in za to, da izkoristimo, kaj je pač ta Eurovizija nam prinesla, je bila to nujna stvar in mislim, da smo tudi zaradi tega imeli edge nad drugimi, ker smo bili takoj po Euroviziji pripravljeni iti na turnejo. Ker ostali so, se spomnim, oddelali Eurovizijo in so vsi rabili pauzo, so si vzeli par mesecev, pa šele mogoče jeseni ali pa šele naslednje leto evropsko turo vzeli. Mi smo bili pa takoj gasa, gremo, tudi Finsko smo takoj pa skandinavske države delali septembra in si nismo pustili zadihati, kar pač je prineslo na dolgi rok svoje posledice, ampak se mi zdi, da v tistem času je bilo to pravilno. Ful je zabavno, tako primerjati slike, ki gledaš nas na Euroviziji, pa bolj tako leto pa pol kasneje, ker vsi izgledamo, oziroma saj jaz 5 let starejši, vsi malo podočnjaki, zmatrni. V enem intervjuju, pa ne vem, da kdo od vas je to izjavil, ampak da ste si zadali v bistvu živeti ta rock'n'roll lifestyle, ta super sonični let, pravzaprav, ne mislim, beseda je zelo ključna, ampak kdaj postane malo tečno, ko rock'n'roll lifestyle postane šiht? Ne vem, če. Mislim, ste že na tej točki, mislim, ste še zmeraj zgolj kreativne duše ali delate? Ne, veliko delamo. Meni je v bistvu kar strašljivo, koliko malo recimo časa v letu zapravimo za ustvarjanje glasbe.
mislim, zapravimo, ga lahko namenimo ustvarjanju glasbe in kolikšen del leta porabimo za delanje raznih drugih stvari. Mi smo pač band, ki samega sebe menedžerira, kljub temu, da imamo ekipo okoli sebe, še vedno mi vso recimo strategijo in te velike odločitve sami sprejemamo, kar pomeni, da tudi veliko časa posvetimo temu. Ta del, priznam, se dostikrat mogoče imaš malo občutek, da je kaj služba, ampak ta čisti rock and roll, se pravi koncertiranje in ustvarjanje glasbe, pa meni še nikoli ni bil težek ali pa tečen. Tako sam po sebi. Ok, če si bil na turneji en mesec, pa je zadnji koncert mogoče, ali pa predzadnji, se je bilo malo težko na oder spraviti, ampak tako, ko greš prvič na koncert po dolgem času, to meni nikoli ni delo. Mislim, meni to najhitrejši šiht, mislim, mine v bistvu najhitrej možno. Muska pa tudi, se mi zdi, da smo zdaj tudi v takem momentu, kjer hitro gre naš nov singel, smo v mesecu pa pol, v 2 mesecih ga skrb spravili, kar že dolg časa se mi zdi, da nismo, tako da bi en komad tako hiter se zgodil. En dokaz tega je, da si po mojem že zadnje 3 tedne vsi govorimo, kakšno življenje imamo, kakšen najlepši poklic na svetu. No. Je res, mene je tako sploh v kontrastu z mojimi prijatelji, ki so zdaj vsi magistrirali in zdaj delajo službe in tako, pač neke 9 to 5 resnejše službe. Mi je kar čudno, da se tako jih čez teden tako pokličem, bi se kaj dobil popoldne in tako, ne moram jutri v službo, ali pa če se menimo za dopuste, ker naenkrat morajo oni šefa vprašati, če lahko prej dan vzame. Jaz o teh stvarih sploh ne razmišljam in sem v takih situacijah sem pol toliko hvaležen, da smo v bistvu sami svoji šefi in nekako bolj krojimo sami svojo usodo in lahko pač bolj svobodno živimo zaradi tega. Koliko vajnega življenja je podrejenega v bistvu Joker Auto? 100%. Definitivno. Mislim. To je kar naporna pozicija. Ne? Vidim, da sta zmeraj Kris in Nace. A si kdaj želita ne biti Kris in Nace? Ne. Mislim, če se odločiš biti glasbenik, je to nekaj, kar pride do tebe. Ne moreš. Ni to nekaj, kar bi hotel ugasniti. To me zdaj spomne na naš bivši PR agent, nam je vedno govoril v trenutkih, kadar so nekaj dal početi, kakšne medijske aktivnosti ali pa kaj tasga je bil tako. Nam je vedno opomnil, da smo mi hoteli biti zvezde in da ne imamo to v mislih, ko gremo naslednjo stvar delati. A je zelo drugače, kot ste pričakovali? Pa iskreno jaz nisem nič pričakoval, nisem mi sanjal niti kaj to življenje bo. Je pa res, da nikoli ne veš, ne moreš se pripraviti na to. Jaz mislim, da lahko zdaj 2 uri govorimo o tem, kako naše življenje izgleda, kaj počnemo vsak dan, s čim se vse treba ukvarjati, ampak še kar imam občutek, da noben ne bo razumel, dokler se mu pač tega ne zgodi in se ne boš mogel adekvatno pripraviti. Jaz sem imel celo doma pač že glasbenika, očeta, ki me je probal malo, mislim, ki mi je dal vpogled v to, kako pač ta svet deluje, pa še kar sem bil nad 90% stvari, ki so nas doletele, presenečen. Tvoj oče Gušti je imel, mislim, da lani letos obletnico, ne? Lani 40 let, je bilo lani? Ja, lani 40 let. 40 let. Ustvarjanja glasbe. A si predstavljaš, da še 30 let počneš to? Ja, iskreno ne znam toliko naprej razmišljati. Jaz razmišljam, kaj bomo naslednje let, pa mogoče eno leto zatem, ostalo pa še pride. Ampak definitivno si želim ustvarjati glasbo naprej, želim se družiti s temi fanti. Ampak mi je pa, moram reči, kar čudna misel ob tem, da si predstavljam nas po 30 let kariere stati na odru. To mi je tako, a si predstavljaš sebe, ki si 50 let na odru, pa da nekaj skačeš, pa rock and roll. Tako kot cene, ki skakajo. Ja, mislim, pa sej več. Pa sej, če pogledaš vse te legendarne slovenske bende, se da, Bigfoot, Mama, Siddharta, še starejše izvajalce, ki še vedno nastopajo, ampak jaz pač ne vem, mogoče se sam ne morem sprijazniti z našim staranjem ali nekaj. Jaz mislim, da takrat pa tudi malo podoživljaš vso to mladost, ki greš na oder. Tako z vsem temi starejšimi glasbeniki, ki se srečaš, pa tako vidiš, koliko so ne vem, mladostni, tako nekako so, tudi če je nek glasbenik isto star, kot moj oče,
sva si ful bliže po temah, po tako, da znam pisati. Ja, Tako da, Saj tudi jaz ne mislim, da- vidim težave v letih, bolj Pa, I guess, da te tudi pol novi, mlajši glasbeniki ti dajo pol še ta. Ja. Ja, veš, mislim, nas so vedno ful lepo sprejeli vsi starejši in uveljavljeni slovenski glasbeniki, tudi tuji. Ampak se mi zdi, da ne vem, ko pride ta nova generacija, to da energije tudi te starejši generaciji in se zaradi tega pol ful radi družijo med enim drugim. Tako da, ko bomo stari, čakam, da pride ta novi val, da še nas gor boostne. Kaj pa po človeški plati, ne zdaj uskladiti enih 5 univerzumov, moških univerzumov, pa vemo, kaj to pomeni, v eno življenje, pravzaprav, ki ga živite skupaj v isti smeri. A ste se kaj razdelili funkcije po človeški plati? Kdo je tisti, ki gladi spore? Slutim, da zagotovo pride do kakšnega kreša, kdaj pride v zakon, kaj šele v firmi. seveda pride, ampak Pride. ima vsak svojo vlogo. No, tako mene vedno fanti izpostavijo, da sem ti človek v bendu, ki začuti, kdo je v momentu slabe volje, pa prijem pa le, Kris, kaj je narobe, pa Kris reče, da je nekaj mi težiti. Jaz tako v redu, ok, nekaj ga ful moram ga še enkrat vprašati. In Ja. če ga tretjič vprašam, je pol čiznori in pol vem, da je nekaj res bed in pa počakam, da se miri in pa mu... Pa itak na koncu poveš. No. Ne, Nace je res. Ne vem, če je en lih tak, ki gledi spore, ampak najbližje temu je siguren Nace. Nace je kateremu se mi zdi, da se marsikjer od nas najlažje zaupa glede svojega dejanskega čustvenega stanja in z Nacetom je tudi človek, ki prvi pokaže interes za to, kako dejansko si oziroma pač je tam zate, ko ga rabiš na prvo mesto. Ne, da ostali niso, ampak Nace je tak hišni terapeut. Eno tako lepilo, ki Vse. zalije vse razpoglede. Točno tako, Nace je vse obsegajoč. Bom krvajal, pa še kaj po mojem boste videla zglebetala. A imate kaj zvezdniških kapric? Ne vem, a veš, J-Lo hoče imeti, ne vem, bele lilije v garderobi, pol nekdo hoče imeti določen parfum v garderobi, potem ne vem, kaj vse je z WC-ji, a veš, ne vem. Ker po mojem niste več čist nedolžni, no? In povsem nezahtevni. Pismo, iskreno, ne vem, če imamo kaj res tazga. Mislim, ne vem, če je to tako zvezdniško, ampak radi imamo, da niso pice glavna stvar za jesti v backstageu, ampak da je neka bolj normalna hrana, nekaj bolj tako zdravega, ampak zato se lahko zahvalimo na prvem mestu našemu Nacetu, ki je brez glutenc in posledično nam ne morejo sam pic servirati. Ne vem, aj kaj tazga jaz. Čiči. Aha. Ja, evo, To je un del. za Jureta. Ja. Čak, a jih morajo pripraviti? Ne, dve škatlice cigaret sta na Raideru. No. To je neka taka stvar, da vemo, da so prebrali Raider. Če vidiš, da je škatlici čikov na mizi, pol veš, da so vse Vse zrihtali. štima. Ker mislim, da sem alkohol pripravljal, pa ga noben se ni dotaknil, sam da povem, tako da vem. Sem li hotel reči, mi imamo tako v bistvu res zdrav Raider. Neke ginger shote, Vitaminske vodice, minske vode, cereal bare, grozdje, ja, sadje na splošno. pač Tako, ne, vem, če bi prišel naš backstage, ne vem, če bi Nastja not postavil, oziroma nek rock band. Nas bi, rock band pa ne. Tako. Da se še z vama za konec malo obletnice prihajajoče dotaknem. In te bom še vse povedali, kje bo, kaj bo. Koliko sta si pa zdaj videla všeč po 10 letih? Pa se ne vem, nista zdaj vseh 10, da Nace, ti si v bistvu še vedno mladiček v ekipi, ne? Relativno, ja. Ampak po vsej tej vožnji, po teh 1000 kilometrih, ki ste jih naredili in duševno, in fizično, sta si všeč? Sta takšni zvezdi, kot sta si želela biti? Jaz mislim, da ima vsak človek lahko nekaj boljš na sebi, ali pa kako bi si bil všeč, ampak jaz sem zelo vesel v svoji koži in zadovoljen. To je po mojem nekaj, kar tudi prije po moje z leti, ne, glede na to, da sem najstarejši v bendu, mogoče najbolj to čutim. ne vem, jaz trenutno se odlično počutim v svoji koži. Mogoče se lani nisem toliko, ker je bil burnout, je malo težka beseda, ampak tako
ki se je zvalila vsa ta emocionalna kepa na nas po Euroviziji. Ampak se mi zdi, da letos smo v tako dobri formi, da če ne bi vseh 5 bilo super, trenutno bi sigurno čutili to, zdaj se pa pač naša kepa tako dobro vali naprej, da moram reči, da je odlično. Ste našla svojo najljubšo obliko psihoterapije? A veš, estradnik je kanal, ne, za vas možen pritisk pričakovanja, bullshit, vse, kar obstaja, ne. S čem se celita? Polnita, hranita? Meni je to laufanje. 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 Tek mi je neka stvar. Jaz sem najbolj smešen jogger na svetu. Jaz laufam po noč, takrat, ko me noben ne gleda. Ampak mi je vedno tak nek moment, slušalke ušesa, neka muzika, soundtrack tistega teka in čez Ljubljano po noči je tako neki v glavi, kaj imam za narediti, kaj bom, to smo dobro naredili. Kakšne barve pajkice imaš za pozimi? Črne. All black, ne. Ni čevlje, imam fluorescenčno zelene. Aha, tako da te vidijo avti. Točen to. Ki si predstavljam, če je čista tema na ulici, sam tvoje zelene čevelj, če vidiš, kako lapajo proti tebi. Kris, kaj narediš, da ne eksplodiraš? Mene ful polni je, jaz ful rad potujem in tudi kadar smo oddelali enomesečno turnejo, jaz z največjim veseljem naslednji dan stopim na letalo in pač pobegnem nekam, tako da jaz zelo rad čez leto si vzamem kakšen vikend ali pa kakšen teden parkrat na let, da nekam grem. Te stvari mene zelo resetajo in rechargeajo. Tudi kadar s fanti skupaj nekam potujemo, ne za koncerte, je tak dober recharge moment. Drugač pa, se mi zdi, da to za nas vse velja, to je in fizični in mentalni reset, je pa razni wellnessi, savnice, bazenčki, kadar imamo hotel, v katerem se da v kakšno savno, se skoraj vedno vsi srečamo, spodaj v finski savni ponavad, se mi zdi, da je to kar dobra praksa za mentalno zdravje. Znam kup ljudi, ki bi se ful z vami srečala v katerikoli savni. Draga moja, najlepša hvala, da ste malo premešali. Veste, kaj me zanima, ker ko si res uspešen band, ne, se od tebe pričakuje hit in me zanima, koliko si lahko kreativen in ti pod tem nenehnim zoprnim pritiskom, da moraš biti odličen, vrhunski in uspešen hitmaker, tako rekoč, kar zna biti po mojem malce dušeče. Vsaj jaz se predstavljam, pa nisem tako uspešen, ne? Mi smo po Eurosongu ugotovili, da že v Sloveniji, pustimo Eurosong, že v Sloveniji so v resnici na naših koncertih vedno ljudje znali praktično vse komade odpeti na pamet. In nemogoče reči, da so vsi komadi hiti. Eni so bolj hitoidni, eni so manj hitoidni, ampak na koncertih si pa vedno imel občutek, da so bolj kot ne vsi komadi hiti. Valjda se pri kakšnemu bolj dvigne tista krivulja malo gor, ampak ni bila razlika 80%, ampak je bila 20%. Tako da prav nekega tega žara v iskanju pisanja hita ni bilo nikoli, iskreno. In tudi po Eurosongu se je zelo hitro, ker smo, tako kot je Kris rekel, smo mi šli na Irsko, 2 tedna po Eurosongu, tam so ljudje znali cel naš prvi pa drugi, oba albuma so znali pač na pamet. Kako se drle plastika, se spomnimo, ne? Ja, in evo, recimo Plastika je en tak primer komada, ki v bistvu že, ko smo ga delali, je Žare meni rekel, da mu gre ta komad najbolj na K, producent, ne, in da je to kar neki. Delno tudi meni. Ampak no, in potem, to je eden najboljših komadov live, v živo. Pa tudi en moj najljubših komadov. In neumazane misli, recimo, ko si pademo tja, pa se deremo. Ljudje so najglasnejši, po moje, pri Plastiki. Pri Plastiki bi jaz rekel, mogoče res. Ko leti ta prvi refren. Je kar noro. No, v glavnem, kaj sem hotel reči, nimamo tega pritiska za delanje hitov, sem pa zelo vesel, da je Supersonic, ki smo ga zdaj izdali full banger. Jaz ga poslušam. No, jaz sem bil fiks, da pač to ne bo hit. Kjer Supersonic? Ja, jaz sem bil tako. Jaz ga poslušam za 4 dni eno. A res? Ja, in mi je totalno všeč. No, to je to. Ni mi bilo zdaj vse, nisem se našel zdaj v vseh vaših komadih, ampak Supersonic mi je pa ono to. Jaz sem pač bolj popi človek in mi je super. Jure, koliko si strateg?
Sem. Tok, da sva s Krisom splanirala zdaj to turo. Potovanja in prevozi, premikanja, tako pač. Sem kar Je strateg. kar za lago. Glava karnevala je šla. No, ja, no. Evo, naslednje let, ko imamo 10 let, sem zdaj jaz prevzel poleg Mateja, ki je naš soorganizator, pač ta glavno vlogo organiziranja, to se pravi, da se zmenimo z vsemi, ne vem, od smeti, ki je bojo stale, do Govorimo o odra. karnevalu. ne? Karneval, Ja, ja, tako. ja. Organizacija koncerta pač. 20. Tako da to junij. imam kar zelo rad, ja. Ja. Take stvari. Koliko ene energije ti bo to vzelo v naslednjih mesecih, ker to je narediti v bistvu največji open air event Ja. po mojem zgodovini. Takoj za Janezom Pavlom II v Mariboru, verjetno, ker je bilo 100.000 ljudi. ne. Siddharta je bila definitivno večja, ker tudi Bežigrad. fizično ne smemo Bežigrad, ker toliko ljudi ne moramo sploh spraviti, ne moramo dobiti dovoljenja za to. Mi računamo, da bo na karnevalu nekje okoli 25.000 ljudi. To je tudi maksimalna kapaciteta, ki jo smemo tja spraviti. Mhm. In absolutno se ne mislimo igrati s tem pravilom. Ko narediš event, ki bo verjetno del zgodovine, tako kot so bile recimo tudi Siddharta in Bežigrad, ne, kako narediti, mislim, kaj dati v tak event, a veš, verjetno ne smeš zelo najboljše od sebe, najbrž ne, ampak Pa ja, kaj boš se ponudil? najboljše od sebe, Ja. definitivno. Mislim, mi smo si zamislili, da bo to celodnevno dogajanje, karneval. To se pravi, da je karneval. seveda. Karneval zaradi komada Neuval, ki ima Zdaj je jasno. Živahni karneval. Ampak se mi zdi, da je to, če rečeš, boš naredil karneval, imaš veliko enih točk, kamor se lahko opreš. In od scenografije, dnevnega dogajanja in tako naprej. In se mi zdi, da je to ta plus pol, ki ga mogoče ljudje opazijo in so tako, oh, wow, so pa res potrudili. Mhm. No, da dodam, zdaj, ko si vprašal, kaj bojo te stvari. Ja. Se pravi, karneval dejansko ne bo samo koncert, ampak bo celodnevni dogodek. Mhm. In mi smo v resnici zdaj bili po kar nekaj festivalih po Evropi in smo videli, da nekaterim neverjetno dobro uspe ustvariti ločen svet od realnosti, ki jo pač živimo. In da ko vstopiš skozi tista vrata, se nekaj zgodi. Mhm. In smo dobili navdih, da bi radi ta 20. junij, ki bo pod milim pač odprtim nebom, spremenili to Kardeljevo ploščad v en svet, ki ne obstaja drugje, kakor samo tam. In če boš tam tisti dan, boš to doživel, če ne, pa ne boš. In se bo cel dan v resnici dogajal od nastopov raznih cirkusantov do nekih takih mogoče tradicionalno karnevalskih stvari, ki jih sploh več ne vidimo pogosto, do nekih stvari, ki si jih mi predstavljamo kot karneval, pa mogoče sploh niso del karnevalske realnosti. V glavnem ljudje bojo lahko res cel dan uživali v ful enih aktivnostih, ki bodo iz različnih kreativnih branž, zabavnih branž in tako dalje. Kar se pa samega pač našega odrskega nastopa tiče, bo pa definitivno naš prvi in najbolj izpopolnjen audio-vizualni in tudi fizično interpretiran nastop. Wow. En gost pride, ne? En gost pa res pride. veš. En gost pa res pride. Enega imamo zaenkrat. ja. Enega imamo dobrega. Ja, zdaj, slišim, torej govorimo, seveda, kako se pravzaprav pravilno izgovori njegovo ime. On mislim, da reče Kerje. Karja. Kar je. Evo, tak. Ja, tak. Kaj napaja to vašo neskončno ljubezen z njim? Borga imate celo zdaj že za 6. družinskega člana, sem prebral. Ja, veš kva, v bistvu mi smo se z njim, mi ga Jerč kličemo, ker mu je Jere ime. Je če fulepo. Ja, mi ga Jerč kličemo. Jerč je čist zares že v Madridu na tem pre-partiju, ko smo se spoznali, kar nekako se zelo tiho in z neko zanimivo mimiko ušunjal med nas pet in postal kar nek tak zelo obvezen za nas sopotnik za Eurosong. Tako, veš, če ni bil zraven, nam je bil vibe mal off. A veš, kaj mislim? Pač, res je bil cel ta Eurosong izkušnja za nas je bila kaj en šolski izlet, ker smo se spoznali z vsemi temi izvajalci praktično že na teh pre-partijih in potem vsakič, ker nekoga ni bilo zraven, je pač manjkal delček tega razreda in ni bilo tako zabavno. Ne? Ampak z njim smo pa preživeli nekako največ časa. On je bil, po mojem, da tudi v tistem Eurosongu nekako okolju najbolj osamljen, ni se še tako dobro znašel z angleščino in v bistvu je
pri nas petih nekako najdu neko oporno točko, zaradi tega, ker smo tudi mi v resnici tako zelo, bi rekel, zelo band, ki temelji na nekih forah, na kratkih mimikah in tako dalje, da ni treba sploh veliko govoriti. In ko se enkrat zelo naravno vklopil v ta vibe, da vse temelji na znakovnem jeziku, bolj ne, je pač mu je bilo udobno, in tudi nam je bilo udobno z njim, tako da smo se od takrat naprej ful veliko družili. Bil je celo naš sopotnik na turneji, ko smo bili na Finskem, pa še v Estoniji. I go with you. Ja. In to tako prostovoljno, veš, mi smo ga klicali, da imamo špil pač v Helsinkih, če bi on prišel na Tri špile, mislim, smo imeli takrat, ne? Ja, 4, ne, 2 v štiri, Helsinkih, pa Turku, pa Tampere. In pa smo ga klicali, če bi on lahko prišel v Helsinki na nastop, pa je bil tako, ja, pa tako me klical čez 2 uri, kao, dej, jaz sem videl, da imate vi turnejo. Ja, kako pa greste s kombijem? A imate še kaj placa? Ja, alo, grem z vami. Ja, in je pač model skensil neke 2 stvari, ki jih je imel in je pač z nami. In smo se ful veliko. Lahko se kar vračal v Slovenijo, zdaj je bil pa že nekajkrat v Sloveniji. Ja, ne? zdaj pa je bil že nekajkrat, ja. Kakšen je, kadar ni v zelenem poliestru? Najbolj prijazen človek, topel. Res. Ta prav Finc. Ja, Prijazen in topel. ja, Finci res? so res, jaz ta neka stigma, ki se jih drži, da so hladni pa nedostopni ali neki, to res niso Finci, ki smo jih mi spoznali. Tako, dobesedno s komarkoli smo se spoznali, smo se precej zbratali, bi rekel. Pravzaprav že Jerčma okoli sebe tako ekipo krasnih teh in muzičarjev in producentov in tako naprej, ki so bili tudi pri meni doma, so 3 dni spali. To so the best modeli, v bistvu so nam zelo podobni. Tako da s Finci za Fince res same lepe stvari, tudi mi vsakič, ko smo na Finskem, toliko lepo skrbijo za nas. Dober smisel za humor, vedno se smejimo, ker pač samo odpre usta karja in je tako, okej. Ja. Hudo. A imate svojo najljubšo finsko jed? Kaj ti ljudje sploh tam zgoraj jejo, priznam? Meni je salmon sup najljubši. Pa drag. Vse je pa res. Drago je pa res vse, tako noro. Meni je zanimivo opazovati, kako se vaša energija skozi leta spreminja. Ne? Od teh skoraj da evrovizijskih pop-bangerjev do enega malo bolj temačnega obdobja, vse besedila so nekje vmes, se mi zdi postala precej temna, ne? Že skoraj v smeri enega Siddharta Rebusa. In zdaj je ta meni zelo ljub Supersonic. Kakšna krivulja je to? Zdaj greste spet v pop ali kam vas pelje? Lej, tako, ko se ti en dan zbudiš ful dobre volje, en dan grozne volje, tretji dan si ful misteriozen, četrti dan pač. Tako je tudi pri nas v bendu in tako gre tudi muzika. In zdaj smo dobre volje. In zdaj smo pa res dobre volje, zaradi tega, ker... To od zajca. Ja, zdaj. Ne, veš kaj, ful se pozna, da smo si vzeli cajt za spočice, ki nam je takrat, ko smo si vzeli čas za spočice, tako bom rekel, ko veliko nastopaš, pa ko se veliko dogaja, imaš konstantno nek dopamin, konstantno imaš neke impulze, ki te dvigujejo, ki ti pumpajo ego, ki ti dvigujejo samozavest. Veliko smo mi skupaj, ne? Pa, ko se to umiri, že zelo hiter, po 5 dneh ničesar, dobiš pa tak neverjetno low in imaš feeling, kakor da je vse že razpadalo, oziroma da se vse razpada in da nič več ne obstaja. In smo tudi mi imeli valjda tak občutek, ker ko smo se enkrat po vsem tistem šopanju kar naenkrat ustavili in zabrenza rekli, da si vzamemo malo čas, da se spočijemo, je bilo to sicer ful dober, ampak vmes smo se počutili kaj eni dreki. Res. In se je ful poznal na vibri benda, ampak to je normalno. To je absolutno pač normalno. No, ko smo se pa sestavili nazaj, si pa videl, da je pač vseh 5 členov prišlo nazaj polnih. Valjda, ker si se spočil, ker so se baterije nafilile in ker se enkrat začeli igrati, ker smo se mi uigrali. Wow, to je pravno, kar rečejo, kde bi nam bil kraj, stari. In kde nam je sad kraj, veš, to je ono. Apropo, Srbija je ena za vas zelo pomembna država, pravzaprav zelo ste povezani, mislim, da ne vem, kdo je rekel, da če vam je kje pa res ratala, vam je pa v Srbiji. Takrat po Euroviziji. Ko so dobil 12 pik. Ja, recimo, ne. Ja,
Vem, da zdaj pejem na neprijeten let, ampak kako kaj spremljate trenutno vzdušje v Srbiji? Se vas kaj Zelo, dotakne? Imate kakšno mnenje, stališče okrog tega? Ja, zelo spremljam. Govorimo o post-novosadskih dogodkih. Ja. Veš kaj, zanimivo, mi smo bili v Beogradu na promociji singla Bluza. A lažem? Bluza. Ne, to je bilo... Mi smo bili na promociji singla Bluza, videospota. Na zadnjem intervjuju na televiziji, ne spomnim se več, kiri, sedeli smo takole v čakalnici, da bomo mi na vrsti, nek live program teče. 1. november. 1. november in kar naenkrat začnejo vsi laufati po bajti, nekaj se dogaja, ko šta je, pali televizijo, požgejo televizijo, pala nadstrešnica. V tem trenutku, ko smo mi tam sedeli v tisti čakalnici. In to je bilo mislim, tako, kot da bi naenkrat kot da bi šel v nek pressure room, sam pritisk, nek balon se je naredil, neka taka čudna tišina. No, zdaj, da ne bom dolgo vezil, glavno takrat valjda nismo bilo planirano, da bomo špilali, pa pač nismo špilali. Od takrat naprej se je itak, da pač vibra v celotni državi, pa ne samo v državi, tudi v regiji, kar močno spremenila. Ogromne ene tenzije, ki se je valjda nabirala pač dolg časa, je kar naenkrat začeli zbijati čez pokrove. Tako da je situacija tam prav sila, ne bom rekel neprijetna, ker je glupa beseda, ampak ta tenzija je šla že čez toliko enih mej, hkrati se pa nič zares ne spreminja in je neverjetno spremljati neko dogajanje, za katerega smo imeli že 3-4, ko so bili te valovi občutek, da bo nekaj počel, da bo nekaj eksplodiral, ampak se kar nič ne zgodi in je kar konstantno nek ta pritisk in res dol je katastrofa situacija. Mislim, pa če tako pogledaš, je pač država kot država v razpadu, nobenih pravih vrednosti več ne podpirajo državne institucije. Kakor jaz vem, so hoteli javno šolstvo neki podirati, pa tako naprej. V glavnem, to je šlo v fundamenti se podirajo. Tako da mi, kar smo nastopali dol v Srbiji, hvala Bogu, pač te fani, ki jih imamo, so itak pač krasni ljudje, ampak ki zagotovo tudi korakajo, ne? Ja, absolutno. In vedno greš na oder v nekem krču, zaradi tega, ker kako se sploh obrneš ljudem, ki so že toliko dolg časa v nekem strahu in v neki tenziji in zelo kočljivo, tako da težka ful situacija. Globalno nasploh, itak imamo feeling, veš, že to, da se na enem pač roza obarvanem podcastu pogovarjamo o tem, o takih stvareh, že druga stvar, danes je taka tema, ti pove, da je situacija v svetu sam fuck. Jure, se ti uspe kreativno izolirati od vsega, kar je narobe trenutno za svetom? Trenutno ja, ampak ne vem. Nočem kaj dosti o tem razmišljati, hvala Bogu, se to ne dogaja pri nas v Sloveniji, ampak ne, zelo blizu, tako da ja, sem lahko, ampak še zmer pa se ujamem vsak dan, poskrolam novice, pa vem, kaj se dogaja v Ukrajini, v Srbiji. Ampak ja, ne. Ja. Mislim, a je sploh plec, da pač kaj sem hotel zdaj reči, prosti, toliko me scatiši. Razumem namig. Ključno, ne vem, če se lahko temu izogneš sploh, ker pač imaš mobitel pri sebi, scrollaš, del sveta si, moramo biti del sveta. Ja. Smo, ne glede na to, tudi javne osebe in moramo imeti svoje mnenje in tako naprej. In svojo odgovornost, ne nazadnje. Tudi. Mislim, ključna stvar je, ko veš, ko se te stvari dogajajo, si tako misliš, kva je zdaj s to musko folk otrobem, pa neki teži, pa jaz sem izdal nov komad, pa veš, kva ljudi briga. Po drugi strani je ta muzika za ful ljudi edina stvar, ki jih še ven vleče iz tega, iz te depresivne realnosti, tako da zelo pomembno vlogo opravljamo, ampak tako samega sebe ujameš v tem, ko se ti počutiš
Kukor da, kva zdaj enega briga, kva imam jaz za povedati, pa kva sem jaz napisal komad, pa mi bomo zdaj odigrali, pa vam bo lepo. Ful schizofrena situacija. Ma pa Jure sreča, ker boben je mogoče daleč najboljši inštrument za izdelanje frustracije, pa jeze. Strinjajo. Da se za konec še malce vrnem v Slovenijo k vam. Provokativno vprašanje. A je kdo od vas že imel en Damjano David preblisk? Kakšen preblisk A pa je je to? kao solo, da bi šel. Ja. A veš, nekaj, kar tam je izgledalo, kot da vse skupaj zelo dobro deluje, ne? Ampak po pa en ego iztrči, ne? Jaz bil. Da bi bil Damjano David. Čismo, veš kaj, meni se zdi, da je lih to je vse zgledalo ful dober, jaz pa mislim, da smo se mi že kar nekaj časa nazaj pogovarjali o tem, koliko to ne zgleda ful dober pa zdravo za band. Zaradi tega, ker pač Måneskin so bili, ali Måneskin, so bili isto zelo izdelan artist pred Eurosongom. Oni so imeli že evropske turneje, imeli so ful veliko nekih fanov, imeli so veliko muzike svoje. No in pole kar naenkrat to pa itak oni so zmagali, to, kar se je nam zgodilo, je neprimerljivo, razumeš, to je 1% tega, kar je pač, to je iste muja, ne, a veš, ampak oni so pa dejansko padali v najmočnejše kolesje, ki ga imaš lahko v industriji, se pravi, njih so pač prevzeli najmočnejši ljudje v industriji in se je tudi kreativni del preselil v to industrijo. In meni se je zdelo že z aviona zelo jasen, da je to pač kar naenkrat ratu money making machine, bolj kakor to, kar je band bil. Se mi pa iskreno po drugi strani ne zdi sploh bad, da so pač šli svojo pot. Mislim, to je tako, da bi zdaj na kogarkoli bil jezen, ki je pač pustil svoj šiht, pa še nekaj drugega delati. Stari, eno življenje ima človek. Sej, jaz verjamem, da je marsikomu žal, da ni več Måneskinov, pa mogoče, da je tudi njim žal, ali pa mogoče še bojo, se kaj pa vemo, veš, pustimo odprta vrata, ampak en Damjano David pač ima neke svoje cilje, neke svoje želje, normalno, da bo šel to izpolniti, zaradi tega, ker drugač bo on neizpopolnen človek, ali bo zdaj zaradi drugih ljudi on neizpopolnen ostal do konca življenja. Vem, da kaj Viktorija Rola, unadva neko filmsko glasbo delata. Pač, lej, ljudje si pišejo svojo zgodbo, mladi so ful, a niso oni tako še mlajši, kot mi? Ja, Damjano je 2 dni mlajši od mene, se mi zdi, 8. januarja rojsten dan. Pač, tako se je zgodil, pa jaz sem ziher, da bojo še kaj odigrali skupaj. 100%. Pa ljudi imajo za sabo, ne vem, če bi se dal. Mislim, meni se osebno ne bi dal stvari delati z nule. Če bi hotel, recimo, doseči tisto, kar smo mi zdaj z bandom dosegali, da bi mogli zdaj še enkrat čez vse to. Rajš končam, zaprem, hvala lepa, prodam bobne. Isto. Povejte mi za konec, kakšno željo za naslednje leto? Zdaj smo v tem svetem času. Ja, da bomo razprodali karneval. Bomo delali na tem, ne? Ma jaz vem, da se bo to zgodilo, Bo. ker je to pač rojsten dan, valjda te prišli na rojsten dan, kaj z vami? Naj biti wagon. Smo vas povabili na rojsten dan, stari. Ampak, pa še niti treba darila prinesti. Ti si darilo. Jaz bom nekaj. Ne, kaj sem hotel reči? Pismo, jaz bi pa rad videl, da se te mega zlobni tokovi v svetu ustavijo. Brez veze iti v detalje, ker jih je ful velik, pa dobro vejo, kdo so, ampak da se mega tokovi ustavijo. Ali pa vsaj, da zavijo neko strugo, ko se lahko med sabo prelijejo v neko to blato, ki bo na koncu postalo sam del struge. Krasno. Joker out. Wow, najlepša hvala, da ste prišli v polni zasedbi. Hvala. Kar malo ganjeno. Tudi mi. Pogrešal sem te. Da imamo že tudi 5 let zgodovine, pravzaprav, ne? Ja. Eni smo se mi izpostavljali, drugi imajo pa kariero. Vsaki nek napredek naredijo, v glavnem, ne. Vse dobro tudi na karnevalu. Hvala lepa. Dragi naši, hvala lepa, ker imate v svojih življenjih toliko časa, da poslušate Slačilnico, to ful cenimo. Saj veste, posledite nas posod in saj veste, ne, kar se zgodi v Slačilnici, ne ostane v Slačilnici. Pa. Pa.